Predsednik državnega zbora Janko Veber se je zjutraj na neformalnem sestanku sestal z vodji poslanskih skupin. Pogovarjali so se o verjetnem razpustu in razpisu predčasnih volitev. V četrtek opolnoči se bo iztekel 14-dnevni rok, tako imenovani drugi krog izbiranja kandidata za mandatarja, v katerem lahko poslanske skupine ali poslanci predlagajo kandidata za predsednika vlade. Če ga bodo predlagali, bodo poslanci o njem glasovali v ponedeljek 2. junija, če kandidata ne bo, pa se bo državni zbor na izredni seji sestal že v nedeljo 1. junija. Kdaj bodo državnozborske volitve, je odvisno tudi od nepovezanega poslanca Ivana Vogrina, ki trdi, da ima kandidata za mandatarja, a njegovega imena danes ni želel izdati. Zagotavlja pa, da ima podporo 15 poslancev. Kateri poslanci podpirajo njegovega kandidata, ni znano, a Vogrin pravi, da ima kandidat precejšnjo možnost za izvolitev. Poslanec zatrjuje, da ima pripravljenega celo nadomestnega kandidata. Kandidaturo bodo po Vogrinovih besedah s podpisi najmanj 10 poslancev vložili v četrtek. Kandidata mora nato podpreti večina poslancev državnega zbora. Poslanke in poslanci državnega zbora se sicer sestajajo na izredni seji, da bi sprejeli novelo zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka ter zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov. S sprejemom obeh se mudi, pravijo v poslanskih skupinah SDS in PS, ki sta zahtevali sklic izredne seje. Z novelo zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka naj bi se višina katastrskega dohodka v letih 2014 in 2015 omejila na lansko raven. Predlog so pripravili v SDS, podpira pa ga tudi vlada in celo predlaga podaljšanje prehodnega obdobja še v leto 2016. Po mnenju poslanske skupine PS je nujen tudi sprejem zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov. Z njim se bo dalo aktivnim poklicnim športnikom možnost, da prispevajo v svoj sklad in po končani poklicni karieri iz njega črpajo sredstva. Vlada predloga ni podprla, je pa deležen široke podpore strokovne javnosti in športnikov. Nekdanjega največjega lastnika cestnega podjetja Ljubljana Ranka Mimovića, ki je priznal krivdo za 2 kaznivi dejanji goljufije, je ljubljansko okrožno sodišče obsodilo na 2 leti zaporne kazni in plačilo 100 000 evrov stranske denarne kazni. Toliko je zanj predlagala tudi tožilka, do pravnomočnosti sodbe bo v priporu. Zaposleni v športnem centru Pohorje naj bi prejeli v povprečju 150 evrov akontacije aprilske plače, na ostalo pa še čakajo. To izplačilo naj bi prejeli vsi razen vodilnih delavcev. Težave z izplačili so imeli že prejšnji mesec, plače za marec je nekaj več kot 100 zaposlenih prejelo potem, ko je mariborska občina v začetku maja pomagala podjetju do likvidnostnih sredstev. Da bi dolgoročno rešili težave športnega centra Pohorje, ki upravlja tako s hoteli kot z žičniškimi napravami na mariborskem Pohorju, je občina družbi za upravljanje terjatev poslala 10 milijonov evrov vredno nezavezujočo ponudbo za odkup podjetja. Po besedah župana Fištravca pogajanja potekajo. Cene naftnih derivatov so se ob polnoči zvišale. Neosvinčeni 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo sta se podražila za 1,3 centa. Za precej manj, za 0,3 centa, se je zvišala cena 100-oktanskega bencina. Podražilo se je tudi kurilno olje, in sicer za 1,4 centa. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Ponekod bo zapihal severozahodni veter. V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe. V petek bo deloma jasno, v zahodni in deloma v severni Sloveniji bodo še posamezne plohe. Danes v Dnevniku televizije Maribor. Mariborski gasilci so nam poslali anonimno pismo in opozorili na razmetavanje z davkoplačevalskim denarjem. Mariborsko gledališče so danes zasedli mladi pevci in plesalci iz 25 vrtcev. Kulturno-umetniško društvo Študent v teh dneh obeležuje visok jubilej, bili smo na koncertu njihove folklorne skupine. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.